Slovenski startup ekosistem se v zadnjih letih po moje razvija zelo hitro in zelo dobro. Nekako je tudi ta startup kultura prišla v neko zavest širše populacije. Če pred 6 leti še ni bilo pravih startupov, smo takrat šele začenjali, je danes tega vedno več. Majhnost nas dela posebne, nas dela agilne, nas dela hitre, nas dela ambiciozne in agresivne. Predvsem nam manjka, po mojem mnenju, vzorniki, tako kot vsake druge stvari. Tujina nas je izučila, da brez povezovanja ne gre. Predvsem manjka odsotnost angelskega kapitala, ljudi, ki vejo, kaj delajo. V zadnjih 5 letih so samo visokotehnološki startupi ustvarili vsaj 1000 novih delovnih mest. To je bistveno več delovnih mest, kolikor jih ustvarijo podjetja v kakšnih drugih panogah, v katere pa država bistveno več denarja vlaga kot v startupe. Eden najpomembnejših elementov je predvsem zagnanost slovenskih startup podjetnikov. Po drugi strani se mi pa zdi zelo pomembno okolje, ki ga ta ekosistem nudi, v okviru tehnološkega parka in različnih inkubatorjev. V to okolje potem pa spada tudi različni mentorski sistemi, mentorski programi, potem različne delavnice, predavanja in tako naprej. Mnenja sem, da slovenski ekostartup sistem evolvira. Sam vem, ker smo se v to okolje vključili približno 5 leti. Glede na to, kar sem prebral in kar vidim v novo prihajajočih podjetjih, so tudi glede pristopa bistveno evolvirala. Predvsem pa mislim, da se bo ta trend nadaljeval. Zagotovo pozitivna lastnost je, da je fizična infrastruktura odlična. Po eni strani imamo zelo dober tehnološki kader v Sloveniji, ki je tudi cenovno precej konkurenčen oziroma dosti poceni, da se splača imeti predvsem razvoj v Sloveniji. Glede na to, da smo v zadnjih 5 letih eksponentno rastli število startupov znotraj enega ekosistema, po mojem se bo ta trend nadaljeval. Po eni strani mogoče malo bolj enostavna ta aspekt birokratskega, malo več pozitivne naravnanosti tudi strani medijev. Se to vse spremenja v zadnjem času, vedno gre na boljše, ampak mogoče manjka še vedno malo več razumevanja, da pač dejansko en startup čez noč ravno ne more uspeti. Je ta sistem v tem trenutku zadovoljiv, vsekakor bi bil pa lahko boljši, predvsem z finančnimi spodbudami in pa z ustvarjanjem okolja, kjer se lahko srečajo in povezujejo mladi upi naraščnega podjetništva. Mlade je treba spodbuditi tako, da se jim pokaže, da imajo možnost. Vedno bi lahko se še bolj potrudili, ampak mislim, da smo na pravi poti. Tudi to, da se razmere v državi malo bolj umirijo, ker trenutno je to tudi neko breme za vse mlade, predvsem če delaš veliko s tujino, ker danes se precej stvari govori tako z malo negativno konotacijo glede Slovenije. Manjka nam pa mogoče tega poslovnega znanja, kontaktov. Pa pripeljati vsebine do mladih ljudi v šole, na televiziji in tako naprej. Odgovor bi bil povezovanje in še enkrat povezovanje. V bistvu mislim, da imamo v Sloveniji zaenkrat zelo dobre pogoje za delo. Zadovoljni smo tudi s podpornim sistemom, s tujino pa sodelujemo vsakodnevno z našimi distributerji, ki potem tržijo naprej naše produkte. V Sloveniji ostajamo zaradi tega, ker nam je bolj všeč življenjski stil, ker raje živimo tukaj. Ampak določene zadeve, ko je to potrebno iz poslovnih razlogov, pa tudi furamo iz tujine. To se sprašujemo tako rekoč vsak dan, zakaj še vedno vztrajamo v Sloveniji. Očitno politična in ekonomska situacija še vedno ni dovolj slaba, da bi se ucedili. Zdaj upajmo, da temu ne bo tako v neki bližnji prihodnosti, v tem trenutku pa se mi zdi, da Slovenija vseeno še zmeraj premore več pozitivnih lastnosti kot negativnih.